dogodek do zdaj se mi je zdel relativno zanimiv, zaradi tega, ker so teme aktualne, govorci so kompetentni, dobili smo neke odgovore, ki si jih mogoče niti zastavljali nismo. Pomembni so pa predvsem zaradi tega, saj kar se tiče energetike, ker je saj v zadnjem času to precej ključna stvar za konkurenčnost, pa ne bom rekel slovenskega gospodarstva, ampak kar evropskega v primerjavi z drugimi kontinenti. No. Naša inovacija je v stvari obnova odsluženih litij-ionskih baterijskih celic. Gre za, ne bom rekel odpadne, ampak gre za end of life baterijske celice, gre pa za obnovo, ne reciklažo, to pomeni, da se vrne kapaciteta baterije na 95% prvotne in izkoristek do zdaj pri, ne vem, enih 200 tisoč obnovljenih baterijskih celicah je 85%. To se pravi, 85% baterijskih celic se da obnoviti na 95% njihove prvotne kapacitete. Zdaj, glavna stvar pri tem je, da je prihranek, to se pravi približno 6,3 kg izpustov ogljikovega dioksida v primerjavi z proizvodnjo nove celice. To je ena stvar in druga stvar, da ni potrebne porabe energije za reciklažo in ponovno izločanje ključnih komponent za proizvodnjo spet novih celic. Sprav, pri nas gre po 12 urah obnove celice, se lahko celica ponovno uporabi. Moje mnenje je, da surovin za proizvodnjo baterijskih celic Evropska unija ima zelo omejeno. Oziroma tudi na evropski celini je zelo omejena količina. In glede na to, da obstajajo, bom rekel, tako rekoč vojne za te surovine, ki so ključne, bo Evropa mogla dobiti nekje drugje vir za izvajanje svojega zelenega prehoda. Zdaj, z obnovo baterijskih celic se ni treba ukvarjati z surovinami, ampak pač tiste surovine, ki jih imaš, ki si jih potrošil, jih samo uporabiš, obnoviš in ponovno vrneš.